večer. MTBC Live številka 2 v letu 2018. Kadar so punce, je ponovadi odlična gledanost. Živa Špela. Živa. Špela Horvat nas je včeraj, pravzaprav predvčerajšnjem zvečer, ko sem šel že spat, presenetila z novico, da je v novi ekipi BeFly World Team in mi smo se zjutraj lotili te novice. Drugično naprej povedaj. Ja, prav upam. Nisem pričakovala sploh, da bo tak odziv pri nas. Ja, to je za nas novica in očitno za bralce MTBC tudi, ker je bila zelo dobro brana. Super, hvala. Mogoče ne bistveno slabše, kot v prejšnji teden za Unior Da Vinci. To so novice naših tekmovalcev. Tam je en slovenski spustaš, klepa ena slovenska spustašica. Ajde, tam je še Tanja zraven. Pa una 2K Four-Cross, pa BMX dirkata. Če boste imeli kakšno vprašanje, kar napište. Tam na objavi mislim, da še ni bil nič. Jaz si pa tukaj naštimam, da še spremljam tole na računalniku, kaj ti na koncu bo imela eno lepo nagrado, a ne? Ja. Jaz si pa tukaj naštimam. Puf! Če kdo gledal MTBC Live prejšnji teden z Gregatom Stoparjem, ve, kdo je osvojil nagrado. Knjigo Unior Bicycle Mechanics je osvojila, ne boste verjeli, Špela. Iz Nemčije, a ne? Iz Nemčije, ja. Bravo. Dobro, da nima zamude internet, zato ker je bila igra hitrih prstov. Vprašanje je bilo, kjer obletnico naslednje leto, a ne? Praznuje Unior in odgovor je bil 100 let. Koliko let že kolesariš, Špela? 100 let? Ne, se ne. Zdaj sem bral, kaj je bila objava nove ekipe. Sem se v bistvu spomnil, da si stara 24 let. Glede na to, koliko časa si že spustil, bi na pamet rekel, da si 26. Ja. Dolgo si že zraven, ne? Ja, dolgo sem že zraven. V bistvu sem začela dosti mlada, oziroma zdaj, ko sem z dvema fantoma v ekipi, sem ugotovila, da nisem začela dosti mlada. Ampak ja, mislim, da sem začela, ne me zdaj čisto za besedo vzeti, ampak da sem začela voziti kolo tam pri 14-15 letih, da sem prišla na Linhartovo, na ta star BMX v Ljubljani, začela voziti predaka. Potem sem pa v bistvu vozila, mislim, da 2008, da sem prvič šla na Four-Cross tekmo in sem se nekako poskušala v Four-Crossu, pa nekako tam, ker je bilo treba veliko poganjati, mi nekaj ni šlo. Pa sem šla pa v Plave, pa v Ajdovščino na tekmo in mi je ful bolj ležalo to, da so šle stvari na dol. Prav, nisi šla glih dirkati v vzponu, ne, za to. Ja, točno tako. Pa tudi nekako nikoli nisem bila fanica pedaliranja v klanc, ker sta me starša nekako, ko sem bila mlajša, sta me, moja starša oba ful kolesarta, gorska kolesarja od nekdaj in ona bi ful rada poganjata in jaz kot otrok nikoli nisem marala poganjati. Mučenje za otroka. Mučenje, tako. In sem pol v bistvu na tekmi v Ajdovščini ugotovila, da pa gre meni na dol boljši in da bi pa jaz probala iti v downhill, ker tudi nekako Four-Cross, ta žučnost, 4 tekmovalci, pririvanje, to nekako mini. Se raj sama zbereš in tekmuješ s progo, ne? Tako, ja. Rajš imam mir, izpravim, rajš imam mir na prog, da sem sam stava, kakor pa da moram šel okoli sebe gledati. Matej je stavil eno vprašanje v zvezi z Da Vinci in pridemo do tega malo pozneje. Ampak smo začeli s takimi klasičnimi vprašanji, kdaj si začela, tudi moja hčerka je vprašala, koliko si bila stara, ko si prvič tekmovala, smo rekli pole ne. Nekih 15 let. Ok. Potem te pa še lahko vprašam, če že veš, koliko klubov si zamenjala. Pa ne zato, ker te hecam, zato, ker sem bil jaz isti, ker sem tekmoval, sem bil skoraj vsako sezono v drugem klubu. Ti si viš kar nekaj zamenjala, ne? Life je bil prvi. Najprej sem bila v KD Rajdu. Right? Najprej sem bila v KD Rajdu, pa sem šla v ŠD Life, pa je ŠD Life v bistvu sam v sebe poniknil. Sam v sebe poniknil. Pa sem bila pri Energiji, pa v Unitimu, pa v
Snurfu, pa zdaj pa Jaslebarsko. In zdaj si v mednarodni ekipi sedežem, kje pa registrirana? V Nemčiji? V Nemčiji, ja. Ampak pomembno je za poudariti to, da slovenski pokal oziroma točke klubu grejo Jaslebarsko. Ker boš imela licenco tam? Tako je. Ok, to sem te hotel vprašati. Kaj ti članstvo v ekipi ni isto kot kje imaš licenco, ne? Tako je, ja. Tako da, če koga formalnosti zanimajo, na moji licenci je tim B-Fly World Team, okay. Klub KK Jaslebarsko še vedno. Odlično. Se moram zahvaliti predsedniku kluba Tomislavu Lončarju, da je prišel na tak kompromis, da me pusti biti v drugem timu in v bistvu biti še vedno. Ampak ti imaš še konečne sponzorje. Brunox imaš, ne? To je pa VD40. Ja, žal. Pa kolesa seveda, ne? Ja. Zdaj pa povej, to sem si še pripravil, jaz se pripravim vedno, ne? To je research, ne? In na začetku sem te hotel vprašati, pa sem pozabil, če si takole predstavljala svoj Valentinov zmenek, ne? A s tabo? Ja. Ja. Ne, na splošno Valentinov zmenek, na konci pa z mano na MTBC Live, ne? V bistvu ne dajem na te ameriške praznike nič. Čestitam. Tako da, pa tudi jaz nisem neki blazno tudi za Halloween sem... romantična oseba, tako da meni so se te stvari zdijo ful pocukrane. Tako da zame je danes čist normalen delovni dan. Pravilen odgovor. Tudi stavkala nisi, ker nisem učiteljica. Ne. Zdaj pa povej, kaj je o tem B-Fly World Teamu. Sva rekla, ekipa je registrirana v Nemčiji, ampak v osnovi pa to slovaška zgodba s sponzorjem. V bistvu slovaška zgodba je ratala to čisto na koncu. Okay. Ko je bilo že vse narejeno. Spravi, ideja je nemška. Ideja je nemška. Ampak ti imaš pa tudi slovaško navezo, ker sodeluješ z Demo, z velikim trgovcem slovaškim, ki tudi prodaja v Sloveniji kar nekaj stvari. Ja. A si po tej poti prišla ti v ekipo ali je po tej poti prišel sponzor v ekipo? Po tej poti je prišel sponzor v ekipo. Bravo. Tako da v bistvu jaz, kar je B-Fly, A je B-Fly znamka od Deme? B-Fly je znamka od Deme, ampak jo peljajo pod svojo znamko. Zaradi tega, ker je B-Fly program koles, čisto nišen program koles, namenjen drugi populaciji in ga želijo peljati. Ker oni že imajo podobna imena pod znamko Dema, ampak te so pa bolj... Tako je, to je v bistvu... Marketinško druga zgodba, ne? Tako je, marketinško druga zgodba, tudi prodajna druga zgodba. Namreč ta kolesa se bodo v letošnjem letu začela prodajati čist customer direct, se pravi, lahko jih bodo naročili na internetu, tako kot Canyone, pa Young Talent in tako naprej. Da si pa pišem nekaj, ko sem pozabil, kaj ste hotel vmes vprašati. B-Fly znamka hardtailov za dirt pa za pump track. Vi ste ekipo v spustu na drugih kolesih, ampak vsem dosegate verjetno to publiko, ki jih tudi ta kolesa zanimajo. Točno to, v bistvu, se pravi, ko je bila ekipa že vse narejeno, v bistvu smo se mi pri B-Flyju, jaz sem pri B-Flyju tudi malo tako zraven, ne samo tukaj kot agentka, ampak malo pomagam pri vodenju marketinških stvari, pa take zadeve. In v bistvu je bilo tako, da začel sem mi razlagati, da je znamka bila namenjena, da se bo direkt končno na kupcu prodajala, ampak da je problem neprepoznavnost. Potem sem začela malo razmišljati, da kdo pa kupuje ta kolesa. Zdaj, če bi šli zdaj v sodelovanje z neko pump ekipo ali pa z neko dirt ekipo, je nabor ljudi, ki to spremlja, oziroma nabor eventov, kjer se taki ljudje pojavljajo, toliko manjši. Spust je vse, združuje en kup kolesarskih navdušencev, ki bi jih te znamke zanimale, plus to, da na vse zadnje vsi spustaši imajo skoraj dirt kolo. In so potencialno zelo velika kupna ekipa. Zelo velika. Na vse zadnje tudi tako. Svetovne znamke se potem gradijo tudi na svetovnem področju. Na vse zadnje svetovno pokala, pa ne bo downhill, je še vseeno, ima to gledanosti, ima toliko prestiža, ima toliko obiskovalcev.
Crankworks pa sploh ne. Crankworks se pa itak pa združujejo vse te discipline. Tako da enostavno je šlo, gre kle za čisto marketinško zgodbo, samo v bistvu, da se Bifla razširi na mednarodno sceno, da se spozna logo, da se spozna brand, da se spoznajo kolesa, ne, ker na vse zadnje je kupna skupina, tako kot sem rekla, so spustaši, so dirterji, so forkrusisti, ker forkrus danes je skoraj črn trn, ne mi zameriti, skoraj mrtv, ne, ampak na vse zadnje, kdo pa voz forkrus? Da v Hilaši v prostem času, pa BMX-i. Ja, zelo malo specialistov, ja. Danes je zelo malo specialistov. Zdaj, da bi se osredotočili pa imeli dirt ekipo ali pa pump ekipo na nekih teh manjših eventih, ne, jaz mislim, da ne bi dosegli toliko velike populacije, kot če gremo direkt v spust oziroma da združimo eno tako, da zastavimo ekipo na eni tej mountain bike platformi, ki je v bistvu orientirana v spust, ampak se voz nekako vseeno. Endoraši se mi pa tako zdi, da niso toliko, da niso spet toliko na hardtailih, kakor spustašnja. Ker imajo glih to idejo, da imaš bicikl za vse. Ne? Tako je. Za trgovino pa za park. Ne? Posod. Dost marketinga. Potem si da v začetku ideje ekipe zraven, celo pred Fantoma, ki sta zraven, Felixom pa Rubnom? V bistvu je tako, da ideja o ekipi sploh ni bila moja. Ne? Vse skupaj se je nekako začelo na tem Crankworksu v Innsbrucku, kjer sem tu spoznala oba fanta. Felixa sem spoznala nekako na parkir placu za private-irje. Tam, se pravi, kuhamo, spimo. Se žura in spi. Se žura, se joka, vse se tam počne. In je bilo tako, da so s Felixom zraven parkirana in smo se začeli pogovarjati, ker itak 3/4 časa se tako kot tanka na Crankworksu, tako na svetovnem pokalu, ki traja trening 2 ure pa pol, pa cel dan nimaš skoraj nič početi. In so se začela pogovarjati, da mi je začel razlagati, da pa on je ful ambiciozen, da pa on pa išče ekipo za naslednje let, da si želi najti nekaj. In živo se spomnim, ko sem jaz njemu razlagala, kako jaz nobenega ne rabim, kako jaz ne rabim ekipe. Jaz sem sama sebi popolnoma zadost, jaz sama sebi zrihtam dost stvari. In nekako, on pa meni, ja, pa veš, pa bi bilo vsem fajn, ne, če se kaj najde, pa sem vsega, da je ti kar napel, jaz sem sama sebi zadost, ne. Rubena sem v bistvu tudi na Crankworksu spoznala, ampak čist izven tega konteksta. Ja, pa ona dva ste se poznala, ker Ruben je pa živi že v Nemčiji, ne? Ja, ona dva ste se tudi v Innsbrucku spoznala. Novozelandec namreč, ne? Rubena sem spoznala pa v bistvu na gondoli in on je pa zvezda naše ekipe. On pa se oziroma pozna vse te znane Novozelandce, Windmasters. Potem sem ga opazil, da je on tist, ki od Wina snema dost Willy Wednesday, ne? Tako, ja. In on v bistvu je šel z mano na žičnico in jaz sem si že mislila, spet sem z enim projem na gondoli in se začel z mano pogovarjati in sem bila ful presenečena, ki je bil ful tako odprt po zgovoru, sem se pogovarjala in v bistvu pa se je ta pogovor zaključil. Pa v bistvu enkrat čez sezono, mi pa meni pač naš menedžer, se pravi, mi Poliva reče ti, veš sam, kaj pa če bi mi res ekipa nadeli, pa sem nas nekaj, zakaj pa ne, se ne rabimo tega. Na kar pol, on je res kliče Felixa, in ti Felix, a bi bil ti, če pač se naredi ekipa, bi bil zraven. Felix, ja, jaz če nisem nič najda, pa tako, ja, pa imam še enega fanta, ki bi bil zraven, In v bistvu so potem te 3 fanti se zmenili, da se bo ekipa naredila, meni Oliver sam pač povedal, lej, imamo ljudi, si zraven, nisi zraven, pa sem vas rekla, ja, okej, mislim, probimo, In v bistvu se tako začel. In zaenkrat čisto redu zgleda, ne. Ti te fante ne peljali, ko sniki sprašujejo. Kristjan Horvat sprašuje, si delala krofe? Nisem delala krofe. Pol je vprašal Mitja Kemperle še, kakšne cilje imaš za letos? Čakaj s temi cilji. Kaj vse boste dirkali? Svetovni pokal, IXS Evropski pokal, Crankworks so glavne stvari, ja. Pa nacionalne dirke, ne? Ja, mislim, glede na moj koledar, jaz upam, da boste slovenski pokal tako naštimali, da bom sploh lahko prišla. Jutri zveš. Super. Jutri so ven datumi Union Downhill Cup 2018, končno.
Kaj pa obuja na Fapala, da vpraša? A ne, sam joint je. Pa Wolf nekaj prav, še spi, ne vem kva. Wolf zmeri kaj ta vpraša, da ga ne razumeš. Koliko si dolnih pokalov? 5. Koliko jih je? 7? Ali jih je 6? Okay. Mislim, da jih je 7. Kanado spustiš? Kanado spustim. Fort William? Fort William še nisem čisto sigurna, no? Ampak nekako je tako. Zmenili smo se s fanti, da nekdo v Fort William sigurno gre. Zaradi tega, da bo ekipa pač povsod prisotna. Nekdo v Fort William sigurno gre, ampak glede kako je koledar, pa glede logistike, ker je praktično je Fort William, pa takoj Leogang, pa takoj Innsbruck, pa takoj Leže, se pravi 4 tedne zapored, on the road, a ne, enostavno, jaz mislim, da bi bilo to zame preveč, tako da nekako smo se zmenili, da po vsej verjetnosti bo ta šla fanta v Fort William, jaz grem pa v Andoro. Ni pa še to zdihar. Lahko se zgodi tudi, da grem jaz v Fort William, no. Jož Trucel navija zate, juhu prav. A si videla fanta, kako poje? Ne. Ni izgledala video četrtka. Glej si. Poje. Poje. Zelo zares, z Big Bandom. Super. Bom pogledala, Jož. Boste na IXS-u v Mariboru? Bomo. Ne boste pa na IXS-u v Kranjski gori, ker se pokriva s Crankworksom. Tako je, nažalost. Žal, Crankworks nam je bistvenega pomena, no, predvsem zaradi pump tracka še zraven, ne, ker smo se obvezali, da bomo pač tale pump track challenge na Crankworksih vzeli zaradi Beeflyih. Na Beeflyih, seveda. In nam je ravno bolj pomemben. Plus to, Crankworks ima tako medijsko prepoznavnost, tako medijsko odmevnost, da se mi zdi, da je ne da je več vreden KXS, ampak enostavno nek drugačen stažma in enostavno ful več se pojavlja, kako je na XS. Se mi zdi sploh to, da so se sploh odločili in Kranjsko dati na isti datum, ker se bo čisto zgubila v senci. Ja. Čisto se bo zgubila v senci tega velikega eventa. Sigurno bo neki ljudi manjkali. Budget ekipe. Grega ni povedal za Unijo Terenči. Ja, jaz ne moram povedati, ker ni še dorečen. Okay. V glavnem ne boš svojega žepa dajala za potne dirke? Nekaj malega ja, nekaj bo pa krit. Okay. Zdaj pa greva k ciljem. A imaš kaj drugačne cilje? Nekaj svetovnih pokalov si štartala, ne? A si? Kaj si štartala? Jaz sem šel prvič svetovni pokal voziti, mislim, 4 leta nazaj, ampak danes ugotavljam, da je bila to napaka. Da nisi bila pripravljena? Ja, mislim, svetovni pokal je tako, predvsem je čist drug sistem tekmovanja. Manj treninga, ne? Ful manj treninga in nekako ti moraš res v četrti furi moraš ti vedeti, moraš imeti sestavljeno vožnjo in enostavno, jaz mislim, takrat mentalno in vse skup nisem bila pripravljena in enostavno nisem mogla tako hitro vožnjo sestaviti. Zdajle v zadnji sezoni, po zadnjih 2 sezonah je bilo pa tako, da ker sem imela največ problemov, ker sem imela najmanj fur narejenih, sem ponovadi najbolj špalala. In nekako sem prišla do tega, da jaz v 3., 4. furi sestavim stvar, ne? In potem se lahko pač na ful pol pelam. To so te jedjevske sposobnosti. Nekako, ja. Klede se fanti zabavajo. Blaž Pristom mi prav, da še enkrat razmislil o vlogu, da ti gre ful dober. Razen, če ti gre ful dober, zato sem jaz zraven. Pa Sandi Sancin sprašuje, če priješ na pico v Trst. A to časti? A častiš, Sandi? Lošin. Zdaj sem bil s Sabatom pa Andrijem in sta ti zastavila vprašanje, kaj je s tabo in tema 2 dubloma takoj po štartu. Lani si jih skočila na treningu, oziroma prej enkrat, ki si bila? Ja, na pripravah. Na pripravah, na dirki pa ne. Ja. Skočila sem jih lanskrat na pripravah, ko še ni bilo narejene avtobusne.
Se pravi, sem se spustila iz štarta in sem poganjala, se pravi, od tiste štartne rampe do konca žampa. Pa mogoče je bil ugoden veter? Na polno, tudi ugoden veter je bil, 3-krat sem šla skočiti, 3-krat mi je ratal čez, 2-krat mi je ratal lepo čez prijed, ta 3-tič sem nabila in razbila feltno. In nekako takrat mi je vse nekako dol padlo, sploh pa pol, ker sem videla, da so fanti avtobusno naštimali, sem pa vedela, da enostavno ni šans, da prenesem hitrost in sploh, da nima smisla iti riskirati. Na vse zadnje je tudi skok ni majhen, skok je ogromen, nekaj sem že preskakala. Pa predvsem moraš enega dobro skočiti, da lahko drugega skočiš? Tako ja, pa ne sem, da moraš enega dobro skočiti, tudi drugega moraš imeti preklet dobro nacentriranega, ker če tam svališ. Drugače zdaj, banda je za drugim. Aha, banda je za drugim, pa ni več skal. Ne vem, ampak je banda za drugim. Aha, no, v glavnem, še vedno moraš čisto prvi. Ja, začetek. Imam inside informacijo, ki je bil Specialized Team zdaj dol. Bruni je gledal ta 2 dubla, je rekel, tega punce ne bojo skakale. Ni vedel, da si ti že skočila. Mogoče še kakšna? A še kakšna skakala? A je kakšna skočila lani? Lahko da ne, Metelko. Kakor jaz ne imam. No, in moram ti povedati, da svetovna prvakinja Miranda Miller ni skočila, zdaj, ko so bili. Tako da, ne? Ni bila taka šala mala, da si skočila ti to, ne? Ja, no, mislim, se to na vse zadnje, ne, nima toliko veze, ne. Še vsem sta to samo 2 skoka, treba je še cel kup stvari na progi odpeljati, ne. Ja, seveda. To je začetek. Jaz pravim, tudi če prvih 2 ne skočiš, a ne, pa lahko dosti na drugih delih proge dobiš, ker jaz mislim, da ta proga je čisto nekaj drugega, kar so bili vsi do zdaj vajeni. Vsaj jaz, lanskrat sem šla isto dol na priprave z Nemci in ko so Nemci dol prišli, pa še ena Nemka je bila zraven, so bili čisto zgubljeni na progi, ker je res čisto nekaj novega, ne. Meni je bilo veliko lažje, ker nekako se po tej progi vozim že 3-4 leta in veš, kaj pričakuješ, ampak ko pridejo pa tujci dol, ki v življenju še niso tega videli, se jih pa, vsaj od teh fantov, ki so bili z mano dol, 2 se, da se pelat ne znata. No. Rabijo nekaj časa. Rabijo nekaj časa, tako da jaz mislim, da bo tekma kar zanimiva, no. Da veliko ljudi ne ve, v kaj grejo dol. Da Vinci, zanimivo na kolesih iste znamke kot Unior Da Vinci, ja, ampak po drugi poti. Kako ste vi prišli do tega? V bistvu to je čisto ključe. Se pravi, ko se je ekipa postavila, ne, v bistvu smo dobili, najprej sploh nismo imeli plana iti na vsi na ista kolesa, ker sploh nismo imeli namen te ekipe na to profesionalno pot peljati. V bistvu je bilo tako, da so nas v to spodbudili sponzorji, oziroma iskreno O'Neill, sploh, ko smo se jaz pa Felix skupaj dobila, mi bilo tako z O'Neillom sodelujeva že nekaj časa, je bil ful navdušen se, ker to morate vi napro peljati, dajte si to orang zrihtati, mi smo z vami, ne. In v bistvu smo pa videli, da nas ljudje veliko bolj resno jemljajo, kakor mi resno jemljamo sami sebe. In smo potem začeli iskati kolesa, dobili smo en kup ponudb, kako bi rekla, od netok znanih znamk, kot so Dead Rabbit Bike, nemški Votak in tako naprej, ampak iskreno povedano, mi smo se s fanti pol pogovarjali, rajš se kolo kup, pa da je kolo ziher, se pravi, da je nekako preizkušen sistem vzmetenja, kakor pa da vzameš nekaj sam zato, da je zastojn, pa da se na koncu soočaš s problemi, tako kot so se letos soočile recimo ena moja kolegica, ki je v eni drugi ekipi, ki je šla na en tak okvir, ki smo prvič slišali z njega. Pa mogoče ti še kakšnih nihajk zmanjkali, pa če so tazga. Tako je. In v bistvu je lepo tako, da ker sem jaz mehna, je tako sploh en tak okvir, ki bi bil vsem všeč. Pogovarjali smo se neki s Saracenom tudi, ampak Saracen enostavno samo MPL kolo in to pač pri meni ne pride v poštev. Da Vinci je pa nekako
vsaj te Wilsoni, ki jih imamo mi, se pravi te stock Wilsoni, majhen je, vzmetenje je malo bolj umirjen, recimo napram Santa Cruzu, ki sem ga imela prej, kar sem v bistvu tudi iskala, malo bolj umirjen kolo. Felix je že vozil na Da Vinčiju in je bil super zadovoljen. Tako da smo se pa za Da Vinčija odločili, jaz Roka v MTB Republic poznam, jaz sem ga v bistvu čistko, ker enostavno v Nemčiji nismo dobili enih pametnih odgovorov strani nemških distributerjev Rok. Pri MTB Republic se pa osebno poznajo z Da Vinčijem in z njimi ful dobro sodelujo in smo v bistvu dobili navezo, da nam je Da Vinči zrihtal res imamo pač dobro ceno za okvirje za ekipo. Tako da se moramo Da Vinčiju res zahvaliti, da nam je šel na pot, ne pa da nam je dal v bistvu kolesa po enih posebnih cenah. Pa tudi MTB Republic, da je sploh se postavil za nas in kontaktiral Da Vinčiju, da rabo kolesa za tim. Malo si že vozila Wilsona? Kakšna je razlika od V10 tvoje? Ogromna. Razlika je ogromna. Ko bom rekla, ne bom ovinkarila V10, ni bil glih najboljš kolo za mene. Jaz sem mislila, da bom presedlala iz S na M, da bo situacija kaj boljša, ampak ne bom rekla, da je bila slabša, ampak pojavili so se dodatni problemi in v bistvu V10 je bil ta kolo, ki me je skozi neki gor motil. Čeprav je to kolo, ki je en najdražjih koles na trgu, najbolj uspešen downhill kolo vseh časov, ampak moja teorija je, da sem jaz enostavno premajhna za ta kolo. Da je to bolj za brutalce, ki delajo več s telesom, lahko svojo težo naredijo. Tako ja, in enostavno V10 je ful progresivno, Da Vinči je umirjen. Da Vinči je umirjen, Da Vinči v bistvu ti peleš kolo, ne pele kolo tebe. In na Da Vinčiju mi ni treba razmišljati, kako kolo dela, kako se moram izdržati na kolesu, ampak se samo pelem. Samo razmišljam v progi, razmišljam v vožnji, razmišljam v linijah. Prvi 10, ki je bilo pa šel so vstavo. Del. Ja. Je nič, nisva se zmenila za nagradno vprašanje. A ga imaš ti? Imam. Super, bravo Špela. Najprej povej, kaj je nagrada? Z našim sponzorjem, z MTB Republic v Kranjski Gori, smo se zmenili, da nagrajencu podarjamo en brezplačni rent oziroma test Da Vinči kolesa po vaši želji in pa eno brezplačno vodeno turo v Kranjski Gori, se pravi po enem od skrivnih kranjskogorskih trailov, kjer bodo tega Da Vinčija lahko testirali. Tako da jaz mislim, da je nagrada super. Še zraven. Ja. Če me bo zmagovalec povabil, bom šla, ne? Okay. Pa če bom doma, predvsem to. To je to, MTB Republic izposoja Da Vinčija po želji in tura, vodena, z Rokom in ali Špelo, ali pa kakšnim Rokovim vodnikom. Ja. Nagradno vprašanje pa se glasi. Kako se imenuje hardtail kolo, ki ga bo ekipa B-Fly World Team vozila na Pump Track eventih? Polno ime kolesa. Polno ime hardtaila, ki ga bojo uporabljali na Pump Track eventih. Pa verjetno imajo več modelov, zdaj morajo najprej pogruntati, kjer modele ta. Samo en model bomo vzeli. No ja, ampak v ponudbi jih je več, ne? Če grejo zdaj na bfly.eu. Ajde, hitri prsti. Čakam odgovor. Misliš, kakšno muziko spustim? Optički vprašam. Kaj pa kaj treniraš zdaj čez zimo, razen tega, da si malo Wilsona testirala? Una slika je bila z vrha Istralandije. Ja. Lepo, da veš, dobila sem en kup vprašanj znanih slovenskih donkilašov, izkaj pa ta slika. Pa sem se ga pofati, kako ne veste? Ja, evo, ker se ne vozi tam. B-Fly Air One. Ne. Njet. Ne. Hero One. Ne. Air One. Ne. Dajte še malo pogledati, fantje. Jošt, Matej, Primož, Mark so odgovorili napak. Do naslednji. R2. Ja. Matej Koren.
Matej, predlagam, da pišeš kar Špeli na Facebook, a ne? Na fanpage ali pa na privatnega, kjer jo boš najdel, pa se dogovori, ali ti tole poskenira, pa pošle, ali ti da v kuverto, ali se zmenite, da gre to furat skupaj. Torej, Matej Koren, čestitke. Mite je pa napisal R3, je še probo, ne? Bo kar R2. Ne, R3 pa zaenkrat še ne obstaja. Probo je, ne? Ej, super. Hvala ti, Špela, da si prišla. Špela je drugače prebivalka hribov na vzhodu Ljubljane, ne daleč od jazvine MTBC. Prvič je prišla sem, sicer. Prvi smo jo povabili sem, pa zdaj ve, kje smo. Lahko prideš kdaj na kavico. Bom prišla s kolesom naslednjič. Pa 2 frižidere imamo, enega za Red Bull, pa enega za Monster. Pa tem, kaj Monster je lahko tudi pivo zraven. To ne vem, če piješ po kolesarju. Ne, piva sploh ne pijem. Ok. Hvala, da ste bili z nama. Pa veš, kaj nabivaš za nekaj. Če si kdaj gledala MTBC Live, tako je daš lej pavček. Da pol slikce zrežemo. Čak, da nam zdaj večji. Takole zdaj. Super. Hvala ti. In prvo dirko imaš, še kaj pred lošenjem? Študiram, a bom šla na Evropsko prvenstvo ali ne? Aha, Evropsko je pa že prej. Ali maja. Ne, mislim, jaz res ne vem, Kdo daje, ja. Kdo daje 5. aprila Evropsko prvenstvo na Portugalsko. Sem videl, ja, točno. Tako da Kar hard. bomo videli. No, drugače pa ja, prva dirka Maribor AXF, no. Bo cela ekipa tam, tako da vsi ste dobrodošli, da se oglasite v našemu pitstopu, testirate Bifly kolesa, ki bojo vedno tam razstavljena. Tam, ki je ta velik šleper, temno-modre in rdeče barve. Ja, ta velik šleper Mercedesov. Imaš že D kategorijo ali kaj je to E? Ne, ten črn šotor, Bifly World Team, Bifly kolesa bojo razstavljena, da vem, če bojo razstavljena, če se nam vozim, nekdo bo team manager bo v pitstopu, tako da vabljeni na test Biflyov in pa, da se podružimo. Hvala, da ste bili z nama. Kar nekaj gledalcev je prišlo, je samo da je punca, pa je vedel. Bomo še kakšno punco. Hvala, čau!